Pozdravljeni v zdaj že poletni oddaji Kultura na dlani, ki jo v sklopu projekta Epika 2012 za vas pripravlja 5 partnerskih televizij. V juniju je v 6 partnerskih mestih potekalo mnogo kulturnih in umetniških prireditev, s katerimi se v letošnjem letu predstavljamo Evropi in svetu. V naslednjih minutah vam predstavljamo nekaj najbolj odmevnih. Dogajanje v Mariboru pričenjamo že z 20. festivalom Lent, ki bo v štajerski prestolnici trajal do 7. julija. Eden najprepoznavnejših festivalskih dogodkov je tudi Folk Art, festival folklornih skupin iz vsega sveta. Letos je dogajanje na glavnem odru na Dravi ter po mestnih ulicah popestrilo 9 skupin iz Italije, Afrike, Srbije, Mehike, Moldavije, Peruja, Rusije in Slovenije. Folklorne skupine iz vsega sveta vsako leto popestrijo festivalsko dogajanje z barvitimi opravami, plesom in petjem ter v mesto ob Dravi iz dežel od blizu in daleč prinašajo kulturno raznolikost. Osrednje prizorišče Folk Arta, ki vsako leto privabi številne obiskovalce, je glavni oder na Dravi. Vrhunec večdnevnega dogajanja pa je na zaključni večer v soboto, ko na odru zaplešajo vse udeležene skupine. Nebo nad Mariborom pa razsvetli ognjemet. Folkloristi pa so se podali tudi na mariborske ulice. Tako so plesalci iz Afrike, Srbije in Peruja razveselili mimoidoče v Mariboru. Nekateri so se za trenutek prepustili njihovim čarom in z njimi tudi zaplesali. Letos se je predstavila tudi skupina Mi Peru iz Lime, ki velja za eno najbolj zaželenih gosti svetovnih folklornih festivalov. V plesu Perujcev je združena zgodovina, kultura in različni vplivi te države. Za ohranjanje kulturne dediščine pa skrbijo tudi člani afriške skupine iz Benina, ki pa leto čustev podprejo z ritmom bobnov in govorico telesa. In our country is a corporation expression. We dance with ourselves, you see, and in Europa is the same. It's not with self, okay. Our dance is a cult dance. Z bogato kulturno-umetniško dediščino se ponaša tudi Srbija. Srbski folkloristi pa se trudijo ohraniti izvirnost narodnih noš, ki so stare tudi preko 100 let. Još nas ta igra ispunjava i pesma, faktički predstavljamo svoju zemlju i lepo nam je zbog toga, uživamo u tome. Smo ispunjeni kada igramo i kada imamo koncerte, mnogo smo srećni. Folk Art letos praznuje 24 let, prva 4 leta je bil organiziran kot samostojni festival. Danes velja za največji tovrstni festival tako v slovenskem kot srednjeevropskem merilu. Folk Art je član Mednarodnega združenja folklornih festivalov CIOF in kot takšen je edini tovrstni festival v Sloveniji. Je pa z leti, bom rekel, postal zagotovo eden izmed bolj prepoznavnih evropskih festivalov. To se kaže tudi v sodelovanju z večjimi festivali po Evropi, kar pomeni, da smo si, bom rekel, uspeli zagotoviti en zavidljiv status, kar pomeni, da se dejansko lahko povezujemo z znanimi festivali iz Francije, iz Italije, iz tudi, bom rekel, Madžarske, Nemčije, kar pomeni, da se potem delimo in lahko privabljamo bolj eksotične skupine. Sicer pa je Folk Art do sedaj gostil že več kot 3500 udeležencev iz 65 držav. Evropska prestolnica kulture Maribor je v juniju gostila svetovno priznano Akademijo za konje iz Versaja. Na hipodromu v Kamnici so izvedli pravi gledališki spektakel. Predstava Konjanikova pot v režiji svetovno znanega gledališkega umetnika Bartabasa je namreč svojevrsten balet s konji, poln elegance in osupljivih veščin.
30 in 12 konjenikov je v uro in pol dolgem spektaklu pokazalo sad večletnega dela slovite akademije iz Versaja. Predstava ni le prikaz dolgoletnega učenja dresurnega jahanja, pač pa zmes različnih umetnosti, od plesa, petja, umetniškega mečevanja ali tradicionalne japonske lokostrelske veščine kjudo. Okoli 1000 obiskovalcev slovenske premiere je uživalo v eleganci in dovršenosti gibov človeka in konja. Čudovito, res, mislim, ker jaz sem sam konjenik tudi, ne, in me posebej to impresioniralo. Fascinantna točka je, ker konji v nekem trenutku sami nastopajo, popolno koreografijo izpeljejo. Enkratno. Ja, pač tudi jahal sem prej, pa vem, koliko dela je bilo vloženega. Čudovito je bilo. J'ai senti le public vraiment surpris, qui écoutait, très présent, très respectueux et c'était un très beau moment. Dresura konja je bila v Versaju na vrhuncu v 18. stoletju, v času kraljevine Ludvika XIV., ko so zanj uprizarjali veličastne spektakle konjeniške umetnosti. Kraljevo konjušnico so leta 1970 obnovili, pred 10 leti pa jo zaupali znanemu gledališkemu umetniku Bartabasu, ki je v njej osnoval konjeniško akademijo. I think that the specificity is the melting of different arts. That Bartabas don't want just to show what the horses can do, but he wants to mix all the artistic discipline because he thinks that riding is also a real art more than a sport. V akademiji sicer prevladujejo ženske, vsi konjeniki pa imajo za seboj leta trdega dela in učenja. Pour ce spectacle, c'est du travail quotidien. Chaque jour, nous travaillons les chevaux, puis nous, on reçoit des cours de danse, de chant, d'escrime, de kyudo, le tir à l'arc japonais. Donc on pratique tout le temps. On ne dit pas on a appris une discipline et puis on passe à autre chose. C'est tout le temps, chaque année, chaque semaine. Parce qu'on estime qu'on n'a jamais fini d'apprendre et donc c'est toujours important pour nous d'approfondir chaque discipline et pareil avec les chevaux, c'est un travail quotidien. Večina konjev v predstavi je portugalskih luzitancev, ki veljajo za prepoznavni znak akademije in so znani po svoji izjemni lepoti in eleganci ter nadarjenosti za klasično dresuro. Z akademijo potuje tudi 6 predstavnikov starodavne pasme Soraja iz zahodnih predelov Portugalske, ki ostaja tako rekoč nespremenjena in je danes ogrožena. C'est une relation fusionnelle, passionnelle. De respect, on considère à l'académie le cheval plus comme un partenaire que comme un outil de travail. C'est vraiment comme en danse, quand on travaille en couple avec un partenaire. Nous, nos chevaux, c'est la même chose. Donc c'est apprendre vraiment à gérer et la qualité de travail du cheval, mais aussi son mental. C'est très très important pour pouvoir vraiment former un couple. Za potrebe predstave so preuredili kamniški hipodrom, gre namreč za logistično in tehnično izjemno zahteven projekt. V tem letu pa so s predstavo gostovali le v Mariboru. Po tehnični in produkcijski zahtevnosti je to presežek znotraj projekta Evropske prestolnice kulture, sicer pa spektakularna, a nežna predstava. We play every weekend in Versailles, but this is our only way out this year. And we are very proud to be part of this event, Capital of Culture. Z osupljivimi akrobacijami in energijo je mariborsko občinstvo navdušila akrobatska skupina iz Maroka. V okviru Evropske prestolnice kulture so akrobati gostovali s predstavo Šuf o šuf, ki je nastala pod taktirko švicarskega umetniškega dvojca Zimmermann in De Perot. Predstava prikazuje starodavno tradicijo maroških pouličnih akrobatov in izsek iz vsakdana v Maroku. Predstava Šuf o šuf, kar v prevodu iz arabščine pomeni še enkrat dobro poglej, pripoveduje zgodbo o življenju in delu mladih arabskih akrobatov. It is very good show. It is talk about story of Moroccan, like little problems, so funny, so happy, hard life. It was talking too many stories. That's why we put the name Shuf o Shuf. It is mean local. Look again, you can see small details inside in the show.
Poulični akrobati so v Maroku starodavna tradicija, nastopajo po ulicah in plažah v zabavo mimoidočih. Pred skoraj 10 leti je Sanaj El Kamuni povezala akrobatske družine, ki svoje veščine prenašajo iz roda v rod v pravo akrobatsko skupino in skupaj z evropskimi ustvarjalci ustvarila več predstav. Predstava Šuf o šuf prinaša vpogled v vsakdanje življenje v Maroku, predvsem pa ustvarjalci želijo gledalcem prenesti sporočilo, da je ne glede na težave potrebno ohraniti optimizem. Then we give the message for the audience, to leave the audience of Slovenia to be happy. I mean, we have too many problems in Morocco life, two things, no help in government also, and you have to search for yourself. Don't be wait for somebody to come to give you something. You have to find yourself in this world. That's why you make shufu shuf. Sometimes you're going up, sometimes you jump, dance, do something. Maybe you can find yourself in this world. Don't sitting like that and something coming to you, no. Večkrat nagrajena predstava, ki navdušuje po vsem svetu, je sicer premiero doživela leta 2009. V Sloveniji pa je maroška akrobatska skupina gostovala prvič. Predstavo nabito z osupljivimi akrobacijami je dobro sprejelo tudi slovensko občinstvo. Čudovita, res smo se zabavali, super je bilo. Lepo, zanimivo, nekaj drugačnega, novega. Čudovito, enostavno, spektakularno, obvezno za videti nekaj posebnega, spoznavanje življenja arabske kulture čez to predstavo. Vse, pravzaprav, vse. Ideja, režija, s preprostimi rešitvami, predvsem pa so veliki akrobati. Sicer pa ekipo sestavlja 40 akrobatov, plesalcev, igralcev, tehnikov in drugih sodelavcev. V mesecu juliju se bo v Mariboru zaključil festival Lent, ki še vedno vabi z naborom najrazličnejših dogodkov. Nadaljeval se bo projekt Severni Sij, zgodila se bo razstava Silent Revolutions, sodobno oblikovanje v Sloveniji in pa dogodek na javnem prostoru glavnega trga. Grad Maribor je enako Marburg Gradec, 100 let, 100 dni. V okviru dogodkov EPK-ja v Koroški galeriji likovnih umetnosti Sloven Gradec na ogled razstava del Jožeta Tisnikarja in Vladimirja Veličkoviča z naslovom Angeli apokalipse. Veličkovič se tokrat predstavlja s 23 deli izjemno velikih formatov. Največja slika recimo meri kar 2,5x7 metrov. V pokrajine zemlje in dušo vgrajuje življenje in smrt, trenutek in večnost, temo in svetlobo, na obzorjih preporoda in očiščenja. Kot vemo pa domačina Jožeta Tisnikarja opredeljuje posebna življenjska zgodba, bolnišnično okolje, zlasti travmatični ambient prosekture, ki je izoblikovala njegov ustvarjalni način ekspresivne figuralike. V njegovih delih tako občutimo otekanje časa, hkrati pa večno slehernega trenutka. Dialog je vzpostavljen tako, da je v veliki dvorani predstavljen, so velike formati Veličkovičevih slik, gre za ključna umetnikova dela. V enem delu galerije pa je del zbirke iz naše stalne zbirke dela Jožeta Tisnikarja, potem smo odbrali iz zbirke Alojza Ovsenika in Marije Tisnikar. Tako da ta korespondenca, ta dialog deluje na en povsem svojstven način. Ta skupna predstavitev povezuje dva velika slikarska mojstra druge polovice 20. stoletja. Njuna dela izjemne ekspresivne moči danes prištevamo med največje slikarske dosežke evropske figuralne modernistične umetnosti. Predstavitev v Sloven Gradcu pa počrtuje njuna vzajemna humanistična umetniška prizadevanja. Vladimir Veličkovič slika stanje apokalipse z eno visoko etično držo, slika to dramo, to življenje, minljivost, a vendar en kanček upanja v to vse skupaj vlaga. Medtem ko Jože Tisnikar je slikar prav tako minljivosti, ampak na en drugačen način. Tako da združujemo poetiko obeh slikarjev, ki sta si zelo različna, ampak najdemo tudi neke stične točke. Dela srbskega slikarja svetovnega formata so prejemnik največjih francoskih in srbskih priznanj. Kaj torej svojo umetnostjo želi vzbuditi v ljudeh? Prvo, uvek je problem da li gledalac
uspostavlja jedan dijalog sa onim što gleda ili tog dijaloga nema. U mom slučaju, najprej je vedno problem, ali gledalec vzpostavi dialog s tem, kar gleda, ali tega dialoga ni. V mojem primeru skozi vsa ta leta, ko sem razstavljal, in to zelo veliko. In tisto, kar se je pokazalo kot stalnica, je to, da je ta dialog mogoč v pozitivnem smislu, torej v smislu odobravanja tega, kar je naslikano, vsebine posamezne slike, ki je prikazana, in popolnega odbijanja. Eno in drugo je sprejemljivo in koristno. Edino zaradi česar bi mi bilo neugodno, s čim ne bi bil zadovoljen, je to, da se opazovalec počuti indiferentno pred tem, kar sem predstavil, kar sem mu ponudil, da gleda. Ne bi bil zadovoljan, to je, da se posmatrač osjeća indiferentnim prema onim što sam mu saopštio, što sam mu ponudio da vidi. Navdušenja nad dogodkom pa ni mogel skriti slovenjegraški župan, ki se mu takšne predstavitve zdijo več kot dobrodošle. Splošna ocena menim, da je lahko zelo pozitivna. Že sama otvoritev kaže na to, da gre za izjemno pomemben kulturni dogodek, umetniški dogodek, slikar svetovnega formata Vladimir Veličković in tudi naš Jože Tisnikar skupaj v galeriji. Razstava bo odmevala in mislim, da je že sedaj odmevna v našem prostoru. Verjamem pa, da bo tudi širše. V Slovenj Gradcu so še posebej navdušeni, da se je Vladimir Veličković ponovno vrnil v to okolje. Kaj ti mineva ravno 50 let od prve predstavitve. Gre za to, da je takrat nastopil v skupinski razstavi sodobne srpske umetnosti. Od 60 let avtor dalje prejšnjega stoletja seveda pa živi in ustvarja v Parizu. Gre seveda za res umetnika velikega formata in ker v našem kraju in v Sloveniji stavimo tudi na ime Tisnikar, tudi on si zasluži veliko pozornosti, zato je ta razstava tako zelo posebna. Zbrane je nagovoril tudi francoski veleposlanik v Sloveniji, ki ga je Koroška galerija likovnih umetnosti enostavno in zavedno očarala. Zato je obljubil, da se bo takoj, ko bo mogoče, spet vrnil. Ta slovenjgraška galerija je bila vselej vpeta v mednarodni likovni prostor, ampak predvsem v sosednje dežele, v Avstrijo, Italijo, tudi Nemčijo. S Francijo je bilo teh kontaktov v preteklosti manj. Seveda pa zdaj že vrsto let deluje v Ljubljani odlični francoski inštitut Charlesa Nodierja in končno nam je uspelo nekako navezati kontakt tudi z njimi in moram reči, da od prvega trenutka smo našli skupen interes in dejansko se nadejamo, da bojo podobni projekti, podobni skupni programi tudi v tem smislu, da bomo naše slovenske umetnike odpeljali v katero izmed pomembnejših francoskih galerij tudi v bodoče nekako in da jih bo možno realizirati. Razstava Angeli apokalipse bo na ogled do 31. julija. V tem mesecu v Slovenj Gradcu nadaljujejo z izvedbo dogodkov v okviru projekta Slovenjegraško poletje. Več informacij pa seveda najdete kot tudi za ostala mesta na www.maribor212.eu. V Velenju na vas v juliju čakajo najrazličnejši dogodki, koncerti, razstave, predavanja in drugo v okviru poletnih kulturnih prireditev. Nadaljuje pa se tudi Kunigunda. Plesna pravljica plesnega studia Novo mesto je zaokrožila vnovično izjemno uspešno sezono mladih novomeških plesalcev, tako doma kot v tujini. Svoje znanje so tokrat postavili na ogled vsem, ki uživajo v plesu. Sklepna predstava letošnje sezone je potekala v športni dvorani Marof. Zaključna letna produkcija in pa plesna pravljica, ki pa bo vsebovala vse zmagovalne finalne plesne točke, ki smo jih letos zaplesali na državnem prvenstvu. Največje uspehe so tekmovalci kluba dosegli v njihovi paradni disciplini, to je hip-hopu.
Rezultati so bili super. Prvo kot prvo smo na državnem pred 2 tednoma dosegali 2-kratne državne prvake smo dobili, se pravi Hana pa Andraž v paru, mala skupina je spet bila državni prvaki, potem Maruša pa Maja sta bile v parih isto tretje in pa Hana je bila v solo druga. In pa smo takoj čez par dni že odpotovali na Evropsko prvenstvo na Češko, kjer je bila pa mala skupina druga, Hana pa Andraž druga, Maruša pa Maja tretja, Hana tretja. Se pravi, vse točke so bile na stopničkah spet. Ja, ful lepi. Res, srečna sem. Je bilo nekaj, kar te pričakovala? Ful. Mogoče celo ja malo. Koliko časa boš trenirati skupaj, kot dobro spoznata? 3 leta, 4 leta. Kako sodelovanje s trenerjem? Odlično. Razmere se zastopimo in vse. Super je. Tako da smo letos bili spet presenečeni, glede na to, koliko smo bili lansko leto dobri, so bili letos še boljši rezultati, tako da odlično. Sicer pa v plesnem studiu Novo mesto nimajo nikakršnega namena počivati na lovorikah. Pred njimi so namreč že novi izzivi. Po moje, da ostaneš čim bolj prizemljen, pa da nikoli ne nehaš trenirati. Vedno moraš trenirati, vedno. Zdi se mi, da se je že ful razvil. Po moje, da smo zdaj kar eni iz močnejših v Sloveniji regija, ne. Tako da je razvitje že zelo, ampak se mi zdi, da se lahko, vedno gre lahko še bolj navzgor. In tudi bo šlo, vedno gre lahko. Nivo ziher se da, ampak predvsem zdaj gledamo v druge stvari, no, da bi kakšne plesne predstave delali svoje, ko so te starejši plesalci, ko so faks končali, da se vračajo nazaj, pa da z njimi spet probamo vzpostaviti stik. Jaz mislim, da je, saj če že pridejo samo starši naših otrok, pa imamo polno dvorano. Sicer pa je bila tokratna plesna pravljica zaradi dejstva, da je bila del projekta Evropska prestolnica kulture še na toliko višjem nivoju. Zagotovo, sploh za tega, da imajo pač ljudje možnost si pogledati prireditve brezplačno, da jih je več, projekti, ki jih drugače sam ne moreš izpeljati, jih lahko izpelješ pač z občino in EPK Maribor lažje. V Novem mestu so se pod skupnim naslovom Teden kultur z večeri glasbe, plesa, poezije, folklore in kulinarike vedoželjnim obiskovalcem predstavile različne kulture, ki tako ali drugače bogatijo mesto. Tako so na zadnjem dnevu v Novomeškem kulturnem centru Janeza Trdine predstavili bošnjaško, srbsko, hrvaško, makedonsko in albansko kulturo. Vsaka od njih ima svoje posebnosti. Društvo je ustanovljeno, da ohranimo kulturu, jezik, navade srpskega naroda tukaj v Novem mestu. To nam uspeva. Imamo folkloro, dramo, glasbo, našo srpsko glasbo. Imamo šolo srpskega jezika tukaj v Novem mestu. Smo eno od najbolj množičnih manjinskih društev v Novem mestu, mislim tudi najbolj aktivni. Osnovni namen je bil, da združimo naše Hrvate tle, ki živijo v Novem mestu, v Veli krajini na Dolenjskem. Potem, da tudi domačinom, znači Slovencem, pokažemo našo kulturo, vse, kaj se da, pol tudi ne samo kulturo kot umetnost, nego tudi kulinariko in podobno. Začnem od recimo čilime, tkane ročno, potem pa vonene so, da se dol gojijo ovce, živinoreja je zelo zanimiva v Makedoniji, potem pa tudi poljodelstvo. Naše kulturno društvo Sevdah se ohranja z ohranjanjem bosanske kulture in glasbe. Sedaj bomo tudi začeli z folklornim nastopi in začeli bomo tudi plesati, tako da nekako probamo zbližati ljudi, ki so tukaj, da pridejo, da se nam pridružijo in nekako imamo tudi predstavitev naše kulinarike, tako da to je to. Ja, tam se igramo, učimo slovenskega jezika, domačike ne razumemo, pa tudi plešemo različne plesne. Teden kultur sicer že tradicionalno prireja Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.
V tem tednu smo imeli 12 kulturnih prireditev, ravno kar se zaključuje teden kultur in vseh teh dnevih je nastopilo preko 200 predstavnikov različnih etničnih skupin, ki živijo z nami tukaj v Novem mestu in so imeli ta teden priložnost, da lahko predstavijo prebivalstvu svojo kulturo, svoje običaje. Novo mesto se je tako izkazalo za pravo zakladnico tujih kultur. Jaz to gledam kot eno bogatstvo Novega mesta, da smo vsi tukaj in to je zelo pozitivno za Novo mesto in Slovenijo. Po številu različnih društev vidi se, da je zelo bogato razliko in različna društva so tle. To pomeni, da veliko različnih narodov je sem prišlo in tle živi. To je verjetno tisti stari inventor prinesel. Medkulturno Novo mesto, jaz mislim, da je v Sloveniji zelo bogato in mi všeč to povezovanje med društvi, tako da sem vesel, da je takih dni, mislim, lahko bi se tudi kaj večkrat organizirali, kakor to enkrat letno obletnica, tako da sem zelo vesel, da pride tak dan, da se vsi zbližamo. Novo mesto je zelo bogato z različnostjo in mislim, da se vsi tega še ne zavedamo. Ko združimo take aktivnosti v en teden, se šele takrat vidimo, kako bogato je. Vse, kar ponuja njihova kultura, pa je včasih težko opisati le z nekaj besedami. Značilno su jela u srpsko. Imamo, na primjer, simbolično napravljen slavski kolač. To je za svaku hišu je posebna slava, kao ovdje žegnjanje kad imamo, u Šentjerneju. To je za svaku hišu. Imamo kolač. Na Domstvu stolnici predstavljamo večinoma sladice, ki so naše članice ispekle, pol še neki pijače iz naših krajev, pa tudi gospa Steković, ona predstavlja spet svoje pisanice, kravate in lutke v narodnih nošah in svojo literaturo. Značilna je tudi makedonska glasba, koja je malo posebna, malo drugačna kot je turška ali grška ali bolgarska. Ima svoj edini takt dvotretinski, ki je značilen za ljudsko glasbo makedonsko. Lepo, najljubš mi je hip-hop, ko imamo delavnice. To je to. Koga te najbolj všeč? Meni je zelo všeč, ker imamo veliko delavnic in lahko se sproščamo v teh delavnicah in lahko nam omogočajo, da lahko plešemo hip-hop. Hip-hop najbolj všeč? Meni vse je všeč. Letošnja prireditev je bila, ker je potekala v sklopu projekta Evropska prestolnica kulture, še bogatejša. Ja, mi smo zelo počaščeni, da smo s tednom kultur, ki ga sicer pripravljamo že 4. zapored, v letošnjem letu uspeli v programu Evropske prestolnice kulture, kjer je Novo mesto kot partnersko mesto in tako da mislimo, da je ta promocija ne samo za našo širšo lokalno skupnost, ampak za celo Slovenijo in širše. Na sklepni prireditvi medkulturni paradi plesa, glasbe in besede pa so se ob zaključku predstavila vsa društva, ki so sodelovala v tednu kultur. Leon Štukelj, velik človek in odličen športnik, je močno zaznamoval Novo mesto, kjer se je rodil, in Maribor, kjer je preživel večji del svojega življenja. Delo in osebnost olimpionika sta se dotaknila tudi mlade ruske umetnice Stanislave Kalinine, ki je ustvarila skulpturo in jo podarila Novemu mestu. V dolenjski prestolnici so gesto mlade Moskovčanke, ki je kip naredila za svojo diplomsko nalogo, sprejeli z navdušenjem. Postavili so jo v Kandijo, kjer bo poslej mimoidoče vedno spominjala na delo, lik in simbol Leona Štuklja. Mislim, da se s tem nekako oddolžujemo Leonu Štuklju za njegova dejanja, ki jih je storil za Slovenijo in za Novo mesto. Mislim, da je to naša obveza, da nekako počastimo njegov spomin, sicer ob 13-letnici njegove smrti.
Odkritje skulpture je simbolno zaznamovalo ne le Evropsko prestolnico kulture, temveč tudi letošnje olimpijsko leto. Prav na olimpijskih igrah je Štukelj dosegal izjemne uspehe za deželo na sončni strani Alp. Sначала я не думала, что я буду любить именно Леона Штукля. Navdušena sem bila nad njegovimi zmagami. Na začetku si nisem mislila, da bom izbrala njega, potem pa sem o njem dobila različne informacije in bila navdušena. Res je veliko dosegal in ta tematika me je zanimala. Do izraza pridejo njegove fizične oblike, njegove notranje lastnosti, kot so volja, duh, moč, življenjska načela. Bil je odprt za nove stvari in nove dosežke. И это сыграло для меня решающую роль, и я решила, когда узнала, что это такой замечательный человек, взять именно его. Dogodek, ko so Kandijski most spremenili v gimnastično prizorišče, je verjetno mnoge Novomeščane ponesel 14 let nazaj, ko so v mestu slavili 100. rojstni dan velikega šampiona. Mi je zelo lepo pri srcu, da se Novo mesto ponovno z neko gesto spominja tega velikega športnika in človeka. V bistvu je bil to en tako skromen človek, umirjen, skregati se nismo mogli z njim. Vedno je našel kompromis, razgovor, natančen. To je tudi bila njegova, kot sodniška služba, si moral biti natančen in redoljuben. Prijeten. Rad je debatiral, se pogovarjal, zelo je sledil, lahko rečem, do konca vsem dogodkom, čital časopise. Štuklja je lažje občudovati kot posnemati, pravi Picelj, in upa, da se bodo po njem zgledovale še številne generacije. Prva njegova lastnost ali pa karakteristika, bi rekel, da je bila delavnost in ustrajnost. Tega nam danes pravzaprav zelo primanjkuje in vsakič, ko se človek spomne na Štuklja in razmere, v katerih je telovadil, predvsem kot športnik in v katerih je dosegal te izvrstne rezultate, so bile neizmerna ljubezen do športa. Ideja o donaciji tega umetniškega dela mlade Rusinje je prišla tudi na pobudo novomeških term. Потому что это получилась хорошая работа, и когда я представила ее... Pokazala sem delo slovenskim strokovnjakom in tudi Mateji Jerič z novomeške občine in bila je navdušena. Zelo sem si želela, da bi ta kip nekje tudi stal in sem vesela, da se mi je ta želja uresničila. Это наибольшая радость, когда работа его стоит и радует других людей. Je še toliko bolj prišla do izraza ta simbolika Leona Štuklja, da ni poznan samo po Sloveniji, po Evropi, po starejših generacijah, ampak tudi pri tako mladih likovnih ustvarjalcih in to še v veliki Rusiji, ki ima res ogromno športnikov, da se spomnijo prav na Novomeščana Leona Štuklja. Za celo to zadevo nismo Mariborčani imeli pojma, sem izredno presenečena. Zelo posrečeno, krasna lokacija in mlada umetnica se je res izkazala. Enotni smo bili vsi v projektni skupini glede umestitve v lokacijo, da je to najprimernejša lokacija ob Kandijskem mostu nasproti Vindišarjeve hiše. Zakaj? Zato, ker simbolično povezuje z rojstno hišo Leona Štuklja ob Kandijski cesti in Vindišarjevim vrtom, kjer je Leon Štukelj tudi treniral. Sicer je bronasta skulptura 120 cm dolga in tehta približno 70 kg, pripeta pa je na kraški kamen. Nekje okrog 20 000 evrov bo to stalo mestno občino Novo mesto. Avtorica pa je ocenila donacijo na 40 000 evrov. Poleg stalne razstave o Leonu Štuklju, postavljene v Dolenjskem muzeju, ceste in dvorane, je mesto zdaj spomin na tega plemenitega Novomeščana po rodu obeležilo še skulpturo. V tem mesecu bo razgibano tudi v Dolenjski prestolnici. Pričenja se festival Fotopub, tudi skriti vrt Sitola, vabi na najrazličnejše dogodke.
Muzej za konkretno umetnost Ingolstadt je eden izmed najpomembnejših evropskih muzejev za konkretno umetnost, kjer razstavlja kar nekaj pomembnih umetnikov. Razstava Izbor iz stalne zbirke Muzeja za konkretno umetnost iz Ingolstadta je ena izmed dveh, s katerima Murska Sobota letos predstavlja dela velikih svetovnih likovnih umetnikov. Pred kratkim se je v Murski Soboti otvorila razstava Izbor iz stalne zbirke Muzeja za konkretno umetnost Ingolstadt, ki je tudi prva razstava, ki je pripravljena v sklopu programa Evropska prestolnica kulture 2012. V galeriji Murska Sobota pa so tudi ponosni na to, da je razstavljenih nekaj takih del, ki so sploh prvič v Sloveniji. To ni nekaj približnega, to so dela umetnikov, katerih večina lahko najdete v vseh umetnostno-zgodovinskih pregledih. In mirne duše lahko rečem, da je ta razstava iz Ingolstadta trenutno ena izmed najpomembnejših razstav v Sloveniji. Neizmerno me veseli, ker je ta razstava ravno v Murski Soboti, saj nekako poudarja našo težnjo po čim bolj kvalitetnem razstavnem programu. Tisto, kar me pa še posebej veseli, je dejstvo, da to sodelovanje ni tehnično sodelovanje. Ta razstava seveda temelji na zavarovanih policah, ampak prav tako pa temelji tudi na zaupanju, za kar se kolegom iz Ingolstadta najlepše zahvaljujem. V galeriji v Murski Soboti je razstavljenih 27 del 25 različnih evropskih umetnikov konkretne umetnosti. Mogoče bi samo izpostavil avtorje, ki jih vsi poznate. To je Josef Albers, Max Bill, Viktor Vazarelli, Bridget Riley, Aleksandar Rodčenko. Čeprav dela, ki so v muzeju stalno razstavljena, ni tako lahko posoditi, so tudi v muzeju Ingolstadt ponosni na sodelovanje, pri katerem šteje izmenjava vrhunskih razstav in medkulturni dialog. Die Städte Ingolstadt und Murska Sobota verbindet seit 1979 eine Städtepartnerschaft, die inzwischen doch sehr weit in die Bürgerschaft hineinreicht und viele Verbindungen hergestellt hat, von über Jugendliche, über verschiedene Vereine, die sich treffen, aber eben auch diesen Austausch der Galerien mit Ausstellungen. Und im Rahmen dieses Ausstellungsaustausches haben wir immer wieder Künstler aus Slowenien in Ingolstadt gezeigt. Und hier in Murska Sobota immer wieder Künstler aus Ingolstadt bzw. unser Museum für konkrete Kunst vorgestellt. Eden izmed najpomembnejših muzejev za konkretno umetnost nasploh letos praznuje že 20. obletnico, ki je v zadnjih letih spostavil zelo veliko razstavo in zbirko umetniških del konkretne umetnosti, kakor tudi dizajn, oblikovanje. Und dazu vor 5 Jahren noch eine Stiftung gegründet, Stiftung für konkrete Kunst und Design, die Künstlernachlässe der konkreten Kunst und von Designern, die mit der konkreten Kunst in Berührung stehen, übernimmt und betreut und aufarbeitet und der Öffentlichkeit zugänglich macht. Und wir werden ja ein neues Museum bauen für konkrete Kunst und Design, ein neues Gebäude errichten. Der Architekturwettbewerb ist abgeschlossen und der Stadtrat soll in seiner nächsten Sitzung jetzt im Juli den Auftrag für den Bau vergeben. Die Ausstellung, die wir hier in etwas verkleinerter Form sehen, ist eine Ausstellung, die wir zum 20-jährigen Jubiläum des Museums gemacht haben. Und sie zeigt Highlights aus unserer Sammlung, die in den 20 Jahren eben entstanden ist, wie ich gesagt habe. Čeprav muzej konkretne umetnosti v Ingolstadtu večkrat posoja posamezne dele iz razstave, pa imajo le redko priložnost, da bi večji del njihove zbirke predstavili v drugem muzeju oziroma galeriji. Insofern ist es für uns eine sehr schöne Gelegenheit, unsere Sammlung, eine Auswahl unserer Sammlung, Perlen unserer Sammlung auf Reisen zu schicken und die Sammlung dadurch eben auch in einem neuen Kontext zu sehen, in einem neuen Umfeld zu sehen. Die konkrete Kunst ist ja, als sie gegründet wurde, die Idee der konkreten Kunst war von vornherein, dass es eine sehr internationale, universelle Kunst ist. Und insofern ist es für uns sehr interessant, die konkrete Kunst in einem anderen Land zu zeigen, Menschen zu zeigen, die vielleicht einen etwas anderen kulturellen Hintergrund haben. Und deswegen war es uns auch wichtig, wirklich Highlights aus unserer Sammlung hier zu zeigen in Murska Sobota. Dela umetnikov, ki so imeli velik vpliv na konkretno umetnost in so tudi najbolj znani na tem področju, bodo na ogled v Mursko-Soboški galeriji vse do 4. julija. Hiša mineralov je nova muzejska zbirka Muzeja Velenje, ki v svoji edinstvenosti in posebnosti predstavlja nekoliko drugačen, zanimivejši turistični produkt v Šaleški dolini in širše. Zaradi večje prepoznavnosti v tem letu izvajajo 3 občasne razstave v partnerskih mestih, in sicer v Slovenj Gradcu, Novem mestu in v Murski Soboti.
Hiša mineralov predstavlja košček neskončnega bogatstva zemlje in od leta 2011 deluje v okviru muzeja Velenje v stari hiši pod grajskim obzidjem. Gostujoča razstava, ki predstavlja drage kamne, rudnine, fosile, ki se najdejo v Sloveniji in drugod po svetu, pa je tokrat na ogled v Murski Soboti. Zbiratelj Jože Rihtar, ki je bil tudi sam rudar in je poleg tega razbira tudi aktiven iskalec novih delov svoje zbirke, predstavlja v Hiši mineralov v samostojnem muzeju v centru Velenja skoraj 3000 različnih mineralov. Pri nas v Murski Soboti pa si obiskovalci lahko ogledajo res le drobec te zbirke. Okrog 129 različnih mineralov predstavljamo. Ena vitrina je posvečena mineralom, kamninam, ki se najdejo v premogovniku v rudniku Velenje oziroma so jih našli. V ostalih vitrinah so pa razstavljeni minerali iz Slovenije in iz tujine. Od dragih kamnov lahko povem, da imamo tudi en majhen diamant na tej razstavi. In ker sta Murska Sobota pa tudi Velenje partnerski mesti v projektu Evropska prestolnica kultura Maribor 2012, je to vrstno sodelovanje v bistvu bilo pripravljeno prav iz tega naslova. Zbiratelj Jože Rihtar, rudar iz premogovnika Velenje, ki je začel graditi svojo zbirko že v srednji šoli, pa le ni edini v Sloveniji, ki išče in izkopava minerale, kristale. V Sloveniji je zbirateljstvo mineralov, kamnov, kamenin, tudi dragih ali pa okrasnih kamnov zelo razširjeno. Pri nas v Murski Soboti sicer nobenega ne poznam prav po imenu, ampak sigurno se najdejo še ne taki resni, se pravi skoraj profesionalni zbiratelji, je pa ljubiteljev veliko. Tudi sama se šteje med njih. Predvsem imam rada nakitis teh okrasnih kamnov. Poleg že omenjenega majhnega diamanta, ki je razstavljen na gostujoči razstavi v Mursko-Soboškem muzeju, pa so na voljo še mnogi drugi minerali, kristali. Imamo čudovit primerek ametista, temno-vijolične barve, se pa najdejo tudi različne kamenine kremena, ki so bile najdene v Sloveniji. Zanimiv je pa tudi fosilizirani les, se pravi les, ki se je v teku tisočletij spremenil v kamnino in je bil odkrit prav v Velenju. No, na včerajšnji otvoritvi je razstava, pa tudi sam avtor, ki je izvedel priložnostno vodenje, v celoti zajelo veliko interesa. Bomo pa videli, kaj se bodo posamezniki odločili, ampak verjamem, da to, kar je barvito in kar se lesketa, je vsekakor krasno. Pa tudi jantar, en manjši košček jantarja prav tako predstavljamo na tej razstavi. Odkrit je bil tudi v Velenju, bo seveda kot dobro znana drevesna smola verjetno požel veliko zanimanja. Kot najslavnejši se navaja kos jantarja, ki ga žal ni na tej razstavi iz leta 2008, se pa minerali še danes aktivno vključujejo v to veliko zbirko v Velenju. Gostujočo razstavo Hiše mineralov v Pokrajinskem muzeju Murska Sobota si ljubitelji kristalov, mineralov in dragocenih kamnov lahko gledate vse do 12. avgusta tega leta. V Murski Soboti se je v začetku poletnih dni odvil tradicionalni festival Soboški dnevi s pestrim glasbenim, kulturnim in umetniškim programom. 17. festival Soboški dnevi, ki je torej tik pred polnoletnostjo, je bil idealen začetek počitnic in poletnih dni v Murski Soboti. Organizatorji pa so festival izkoristili tudi za povezovanje z delegacijami partnerskih in pobratenih mest. Tradicionalna prireditev, 17. festival Soboški dnevi, zajema 4-dnevno prireditev z programom vsebinsko zajetim za različne starostne skupine, tako različne glasbene okuse, umetniške okuse. Govorimo o vsakodnevnem programu za najmlajše, otroške predstave, lutkovne predstave, gledališču na prostem, stand-up komiku in seveda vsak večer na osrednjem odru osrednji glasbeni zvezdi večera. Pa da naj omenim tiste bolj izstopajoče, to so Jinxi, potem Toni Cetinski, Angleži Smoki, tisti ta pravi, prav tako pa še tudi Rock and Band in Perpetuum Jazzile. Skupina za pripravo programa dela kar precej časa, nekako takoj po novem letu začenja se pripravo programa. Skupina je že nekaj let
v enaki sestavi, tako da ve, kaj se je dogajalo prejšnje leta, prejšnjih 16 let, ne, in nekako glede na odzive publike vsakoletne tudi sestavlja program. Seveda pa skozi z željo, da je program pester in res namenjen čim več različnim okusom. Festival Soboški dnevi je s tako pestrim in razgibanim programom eden redkih tovrstnih festivalov, ki je povsem zastonj. Ja, to je res. Danes v tem obdobju je to težko zagotavljati. Povsod, tudi pri nas v Murski Soboti. To vodilo ostaja skozi, omogočajo pa ga seveda proračunska sredstva organizatorja, torej mestne občine, prav tako pa tudi sponzorski prispevki donatorjev, ki vsako leto se po svojih zmožnostih odzovejo na naše prošnje. V letošnjem letu, leto Evropske prestolnice kulture, pa omogoča bogatejši program, se omogočajo tudi programska sredstva Evropske prestolnice kulture. Glavni pokrovitelj letošnjega festivala Soboški dnevi je bil hotel Diana iz Murske Sobote, ki je imel tudi vlogo osrednjega gostinca. Celotni festival nekako je okvirno 133 tisoč stane, od tega je za programski del nekako 76 tisoč evrov in ta programski del se pokriva z programskimi sredstvi z zavoda EPK, kakor tudi sponzorskimi sredstvi. Preostala sredstva, torej drugi izvedbeni stroški, to so odri, čiščenje, razne druge stvari, brez katerih ne gre, pa se seveda zagotavljajo z občinskega proračuna. Glede na pester program z znanimi glasbenimi in pa drugimi gosti, so pričakovanja organizatorja velika. Predvsem pa se vsako leto potrudijo ugoditi vsem različnim okusom in starostnim skupinam. Največje zadovoljstvo je, če se bo odzvala publika in da bo publika res zase našla dogodke, ki so za njih primerni, kajti prireditev ni namenjena sama sebi, ampak našim občanom, kakor tudi našim gostom. Z obogatitvijo letošnjega programa se ciljna publika širi tudi izven samega območja Murska Sobota. Že nas kličejo presenečeni nad programom, presenečeni nad tem, da je brez vstopnine. Torej, pričakovanja so, da uspešno in varno izvedemo prireditev kot vsa leta do sedaj, prav tako pa, da bo publika zadovoljna. Že sam uvod v festival, ki se je začel z dnevom mladih za domačo skupino Stekli psi in za znano zagrebško skupino Jinxi, je nakazal, da ne bodo razočarani ne mladi, ne stari, katere pa je še posebej očarala legendarna britanska skupina Smoky z hiti kot sta Mexican Girl in Living Next Door to Alice. Organizatorji pa so poskrbeli tudi za popoln in nepozaben zaključek s prepetom Jazzile. Prekmurje pa v juliju vabi na dogodke v okviru Soboških dnevov in projekta Moje mesto. Ilustratorka Lila Prap s svojimi slikanicami razveseljuje otroke v Sloveniji, Združenih državah Amerike, Franciji, Španiji, Nemčiji, na Japonskem in drugje. Zdaj pa je v okviru EPK 2012 nastala še lutkovna intervencija. Gre za lutkovno animacijo mest, fascinantno ulično povorko dinozaurov, ki so in še bodo nastajali po njenih likih, ter za predstavo, ki jo spremlja ekipa ženskih plesalk, ki skupaj z glasbeniki tvorijo plesno-cirkuško ekipo. Ogromne in vizualno fascinantne lutke, ki jih animira po več oseb, plesalci, igralci in animatorji, merijo dolžino do 14 metrov, v višino pa do 7. Ideja je bila naslednja. Da se z intervencijami z lutkami Lile Prap v javni prostor, se pravi v urbane sredine, skuša vnesti eno veselje, en optimizem, ena radost do življenja. Hkrati je to neke vrste kombinacija med parado in klasično ulično predstavo, med uličnim gledališčem. Osnova pa izvira iz predstave izpred 2 let, zdaj pa so ustvarjalci material predelali z namenom, da se naredi intervencija v stara mestna jedra partnerskih mest v projektu EPK 2012. Publiki je ta zvrst teatra vedno pri srcu. Ja, doslej, kolikor smo imeli izkušnje recimo z eno
malo podobno zadevo za Ano Desetnico, recimo, ki je bila v Ljubljani, je bila zelo lep odziv publike. No, bilo je polno pač ljudi, otroci so vedno zelo vznemirjeni, bom rekel. Nasplošno so zelo lep sprejem publike. No. V mesecu juniju se je v hali B Taloma Kidričeva odvila zadnja, 7. premiera letošnje sezone Mestnega gledališča Ptuj. Kako je režiser Ivica Buljan v prostor, ki nosi pomembno zgodovinsko noto, prenesel tekst V samoti bombaževih polj in kako so predstavo doživeli gledalci, vam ponujamo v zadnjem prispevku današnje oddaje. Koltesova kanonska drama je izjemno skrivnosten tekst, ki nam v odnosu kupec in prodajalec skozi dialog ne poda nobenega pravega odgovora. Ne izvemo, kaj prodajalec ponuja in kaj kupec sploh želi kupiti. Želja, da se predstava odvija v zapuščeni hali, se je izkazala za odlična, saj je pri publiki vzbudila prav posebne emocije. Mislim da igrati ovu predstavu u teatarskom prostoru ili u ovom fascinantnom čudu industrijske arhitekture izaziva kod publike dvostruke osjećaje. Mislim da se napune na neki način i nekom pričom iz te dvorane. I evo, kao što vidite, mislim da je i publika uživala. Igralca sta se morala spopasti s fascinantnim, a zelo obsežnim poetičnim tekstom, ki pa je ob sozvočju svetlobnih efektov in glasbe v hali zaživel bolj kot bo kjerkoli drugje. Zato so bili občutki po predstavi izjemni. Odlični občutki. Zdi se mi, da ko delaš predstavo, potem si že zelo nemiren, da bo prišla publika in da se bo to, kar smo pripravili, v bistvu razgrnilo pred njimi in da bomo videli, kako to deluje na publiko. In mislim, da smo imeli en super večer v tej tovarni oziroma v hali B tovarne Talum Kidričevo. In jaz si sam želim, da bojo še jutr po jutrašnjem in naslednji petek, soboto ljudje prišli sem in da bomo skupaj. V bistvu ti se znajdeš v enem Talumu, v Kidričevem in se naenkrat počutiš, kot da si v Marseju v neki industrijski coni, kot da si na dokih New Yorka, v nekem res velem mestu. In ne moreš verjeti, da v Sloveniji kaj takega obstaja. Tako da jaz bi bil ful vesel, da bi ljudje prišli pogledati to, da bi res dobili to neposredno doživetje, ker se mi zdi, da ta predstava v nobenem drugem prostoru ne bo seveda enaka kot ta, bo drugačna, lahko bo dobra, manj dobra, ampak da to, kar je pa tukaj, je pa res nekaj posebnega že zaradi samega ambienta. Čeprav kot zadnja v tej sezoni je bila to premiera, ki bo še dolgo pustila svoj pečat, tako kot je hala B pustila spomine marsikateremu prebivalcu Kidričevega. No, tudi na Ptuju bodo ulice v mesecu juliju zasedali najrazličnejši festivali. Festival otroške kreativnosti AE festival in festivala sodobne umetnosti Art Stays, ki skupaj z glasbenim festivalom Arsana tvorita Art Ptuj 2012. S tem zaključujemo tokratno mesečno oddajo Kultura na dlani. Več informacij kot vedno je na voljo na spletni strani www.maribor2012.eu. Do prvega ponedeljka v avgustu pa nasvidenje.